redu. Danes je eden unih dni, ko imam sestanke in take zadeve, ki jih žal ne morem dati na kamero. In potem nimam nič za posnet prav dosti, a veš, oziroma se je treba nekaj spomniti. Zdaj smo nazaj v ofisu, again, le mandarince tam dole. Bunch of work, loads of work in ki si misliš, wow, petek je, koliko legendarno. Pač meni petek pomeni ful dober, imela bom 2 dni, ko me noben ne bo rabil in bom lahko naredila vse tisto, kar drugač čez teden nisem imela cajta. Tako da danes res probam čim več spucati, zato ker jutri imam snemanje, na katerem imam po moje čist cel dan. Zvečer bom prišla domov, umrla in potem imam v nedeljo pospravljalni dan, po moje. Lej, čisto res sem naštimala štendrček, da bom kaj posnela, Sem pa dejansko tako zapadla vse noter in ura je že tako 3, pol 4 in jaz moram še banko ujeti in leteti naprej. Tako da, gremo na banko. Hvala Zala za večerjo. Ne vem, voda, čaj, whatever. Something. Kisi! Nekdo se hoče loviti. Lovi se z mano, Tjaša. Lovi se z mano. Lovi se z mano, igraj se z mano, a ne? Joj, zdaj mi je Aleksandra Rose postala tak message, da sem bila sam tako. Thank you. V glavnem, message se začne z This is gonna sound gay, but fuck it. Stara, ti si tako the whole package. In potem se nadaljuje tako s celim giant messageom takih pohval, ker sem bila sam tako what? Tako ti imaš res tako visoko mnenje o meni? In, a veš, naravno hočeš odreagirati z unim ne, dej, pa se sploh ni tako, kjele, jaz imam tudi ful problemov, pa to, pa ono, pa tretje, pa marsikaj nimam poštudirano v življenju, lej, pa zajebala sem 100-krat že, pa vse živo. Ampak pa sem se pa ustavila, pa sem rekla, okej, pa zakaj pa ne moramo enkrat pač sprejeti komplimenta, zakaj se vedno dajemo v nič? A veš, mislim, sej po eni strani vem, iz česa to izvira. To izvira iz unega občutka, da pač nočeš, da te nekdo dojema kot ful preveč samovšečnega, ker ponavadi tisti, ki se odzovejo z ja, sej vem, izpadejo kar precej samovšečno. Ampak da se enostavno umiriš, vzameš noter kompliment in si sem tako hvala. Hvala, Aleksandra. Pač to mi res ful pomeni. Zavedam se, da nisem popolna, ampak je pa sem začela razmišljati v bistvu, kdaj sem se začela počutiti, kot da imam tako življenje pod nadzorom. In v bistvu tudi še zdaj, še danes, do danes, kljub temu, da zgleda, kot da imam pač vse poštudiran, ne bi rekla, da imam totalno da imam pač poštudiran življenje, ampak imam pa občutek, da lahko nadzorujem svoje življenje. Imam občutek, da če mi nekaj ni všeč, da lahko to spremenim. Če mi delo, ki ga počnem, ni všeč, pa ne všeč, to ni un vanity všeč, to je pač, če se ne čuti prav, če tisto, kar počneš, če se ne čuti res v redu, če ljudje, s katerimi se družiš, če se ne počutiš v redu z njimi, če ne vem, osebe, s katerimi preživljaš čas, stvari, ki jih počneš, če se ne počutijo absolutno v redu, jih enostavno ne delam več. In to sem tako začela delati približno 4 leta nazaj. Ful aktivno poslušati sebe in absolutno slediti tistemu svojemu notranjemu klicu sem začela delati ene pol leta nazaj ali pa recimo 1 let nazaj. Da sem bila res tako, pač enostavno sem si zastavila sem si cilj v življenju in to je no regrets. Če imam občutek, da bom nekaj obžalovala, potem tega ne bom naredila, oziroma če bom občutek, da če tega ne bom naredila, bom to kasneje obžalovala, bom to naredila. In čista simple tisti, ki ti nekaj ne da spati, a veš, ki ti nekaj ne da miru, ki si tako pismo, a čem, naprimer, ne vem, ko sem bila v Londonu,
Ker sem videla tega tipa, unbox therapy, itak, ful živčna, takoj fertik ratala, ko mi sem živela, ampak sem vedela, da če ne bom šla do njega, bom to obžalovala do konca življenja, ker to so taki redki momenti, ki se mogoče nikoli več ne bodo zgodili. In če se takrat ne vzameš skupaj in pozabiš vse one glasove, ki kričijo v glavi, ne, in se zbereš in narediš to, je pol tisti tak občutek nemogoče sreče in moči in da je pač cel svet tvoj in da lahko narediš vse. A ne? In to, ta občutek loviti. Mačka me gleda, ti si pretegnjena. Ta občutek loviti, da ne obžaluješ ničesar, v dobro, v slabo stvar in da pač vedno delaš ta pravo stvar. Pač tokrat sem Garyja poslušala, ki je rekel always do the right thing in ko si to ubijaš v glavo, da always do the right thing in the right thing is the only thing, pa gre lahko to nasproti tvojim staršem, nasproti socialnim normam, nasproti družbenim normam, nasproti zdravi pameti lahko tudi, ampak če se nekaj inherentno počuti dobro, oziroma če ti čutiš, da pač to moreš narediti, go for it. Just fucking go for it. To je to z moje strani za danes. Adijo.